Kaj predstavlja senco v univerzijadi? Se moramo bati asfalta med Mariborskim Pohorjem, Rušami in Roglo? Glejte, jaz sem pač eden od tistih, ki ima permanentno drugačno mnenje od tistih klasičnih okoljevarstvenikov, predvsem tistih, ki se pojavljajo v medijih, ki hočejo pozornost obrniti sebi v sprit. Jaz po srcu in po mojem razmišljanju sem prav gotovo okoljevarstvenik. Jaz imam rad naravo, imam rad zelenje, ne maram plastičnih vrečk, ne maram pralnih praškov, ki grejo na desetine kilogramov dnevno v naše reke, ne maram onesnaženih rek, rad imam lepe gozdove, tudi negovane gozdove. Skratka, jaz sem v principu okoljevarstvenik, samo nisem ekstremist. Jaz mislim, da bi okoljevarstveniki, ki se tako borijo proti nekaterim posegom v naravo, ampak trdno sem prepričan, bolj za to, za svojo lastno afirmacijo, tudi večkrat tudi politično afirmacijo. Jaz bi jim predlagal, da naj v prvem tem svojem delokrogu, ki ga tako poudarjajo zlasti po medijih, direktno, zelo redko pazi kakršnokoli akcijo, da bi si predstavljal, da okoljevarstveniki enostavno gredo na kolesa, da skušamo zapreti kompletno mestno središče za avtomobile. Gledajte, kakšen halo je bil zato, ko se je podražila parkirnina v mestu. Ja, Madonna, a ne bi bilo krasno za okoljevarstvo, da v mestu ne bi bilo več avtomobilov, čistejši zrak, manj porabe goriva. Akcija pobiranja ali pa prepoved, recimo na slovenskem področju prepoved v vseh trgovinah z živili izdajanje plastičnih vrečk. A veste, kakšna onesnaženja so to? Poglejte, koliko tovarn dnevno izpušča pline, odpadke, da ne govorimo o mariborskih odpadkih, ki se nalagajo še vedno v Dogošah. Skratka, problem okoljevarstva, vode recimo. Voda je strateška surovina prihodnega tisočletja. Zberimo se toliko moči, napravimo nekaj, da bomo imeli čiste vode, da bodo čisti potoki, čiste reke. Ne pa za mene marginalno delati ne vem kakšen karaval, če se posekajo 3-4 smreke. To je velika farza za mene, kajti teh smrek je v Sloveniji, in tisti, ki poznajo malce podatke, Slovenija je druga najbolj zaraščena država, kar se gozdov tiče v Evropski skupnosti, takoj za Finsko. In danes je Slovenija bistveno bolj zaraščena kot pred 50 leti. To pomeni, da se, kar se okoljevarstva tiče, ne gremo korak nazaj, ampak celo v nasprotni smeri. In zaradi tega, če se bo tudi zgradila asfaltna cesta od Belvija pa do Rogle, bo to prej koristilo, kot pa škodilo naravi. Glejte, okoljevarstveniki se strahotno borijo proti temu, da na vrhu Pohorja ne bi bilo teh umetnih jezer, ki jih potrebujejo pozimi za sneževanje. Res je, umetno jezero, ki bi bilo v eni plastični kadi, bi bilo grdo za naravo. Jaz bi tudi bil proti temu. Toda, če bi jaz kot okoljevarstvenik odločal o tem, bi rekel, ja, jezera, ampak po temi pogoji, da so v naravnem okolju, da je okolje jezera nobene plastike, da so okolje lepo skale, da plavajo račke, da loke ne rastejo in to lahko naravo samo polepša, ne morejo poslabšati. Je to seveda za investitorja dražje, stane več, bolj zahtevni posegi so, ampak na koncu, ko je to gotovo, to lahko naravi samo koristi. In predvsem tole, ko se zdaj gledamo na razvoj turizma v mestu, je treba poštevati, da niti en turist ne bo prišel v pokrajino za svoje počitnice ali pa tudi na krajše obiske, tam, kjer je narava toliko izčrpana in toliko poškodovana, da to ga bo odvrnilo tega. Ljudje radi gredo tam, kjer je ta narava očuvana in kjer je lepa. In predvsem to bi morala biti usmeritev tistih, ki se borijo za okoljevarstvo, povedati točno, kje so te meje, kaj je dovoljeno, kaj ne pa vztrajati trmasto pri vsakem najmanjšem posegu v naravo in preprečevati tudi z zadevami, ki včasih že mejijo na smešne variante, iskanje hroškov, polžev, ki so ravno na tem področju, pa nekje drugje na svetu. Ta poseka med 3. in 4. stebrom se vam zdi v bistvu minimalni poseg? Glejte, to je vse relativno. Danes lahko ti, če imaš v parku recimo 5 lepih starih dreves, pa jih posekaš, je to maksimalen poseg. Ker si lahko tisti park totalno mu spremenil, njegov smisel, drevesa rasejo stoletja in to je velik poseg.
Vkolikor pa v gozdu, ker je milijon dreves, posekaš 100 ali pa 200 dreves, je pa to majhen posek. In tudi ta posek je seveda potrebno zelo dobro planirati in načrtovati. Jasno, da ne je prišlo do zemeljskih plazov, da ne je prišlo do vodnih hudourniških poškodb ali kakorkoli drugega. Ampak to seveda obstojajo strokovnjaki, ki bodo že planirali tako, da bo narava ostala čim bolj očuvana in da bo tudi namenjena športu. Omenili ste sami umetnostno sneževanje. Kaj mislite, kaj bo leta 2014, koliko bo stopinj? Glejte, kar se tega tiče, mislim, da ne bo nobenega problema. Res je, globalno segrevanje obstoja, to da danes vidimo, da so ta nihanja v zimah bila tudi že pred 100 leti, tudi pred 100 leti in so bile tople zime, ni bilo snega. Za moderno tehnologijo, jaz bi se zelo izogibal besedi umetno zasneževanje. Tu ni prav ničesar umetnega. Vsak, ki sliši umetno, misli, da to so kemikalije, plastika, ne vem kaj. Zasneževanje je samo združenje vode in hladnega zraka. V mikrodelcih vode, ki jih razpršiš v zrak, in če je temperatura pod 0, ta voda zmrzne in to je ta sneg. In za moderno tehnologijo se danes sneg da proizvaja tam že od -2 stopinje naprej, če dovolj relativne, oziroma ni preveč relativne vlage v zraku. In takrat, ko so te temperature, če so dovolj velike kapacitete, če bo tudi to jezero na vrhu Pohorja, ki bo potrebno zaradi zasneževanja končno tudi zgrajeno, prav gotovo bo, ampak z velikimi ovirami, ki so na poti pri izgradnji tega jezera bile v preteklosti, potem ni nikakršne bojazni, da snega 2013 v mesecu februar ni bilo. Glejte, Zlata lisica leta dolgo, 43krat je že bila in tudi so bile tople zime, pa so na nek način spravili tekmo tudi v dolino. Je pa tudi seveda rezervna možnost. Glejte, danes imamo mi možnost že na tako zvani trikotni jasi v zgornjem delu Pohorja tudi med rezervne ciljne arene. Delno bo to možno tudi na novih ruških progah, ki bodo zgrajene že po mojem tam do leta 2010 v celi dolžini. Pa imamo še Roglo, imamo še Are, skratka ni nobene bojazni, da snega ne je bilo. Se bojite mogoče, da po univerzijadi ne bo denarja za ohranjanje objektov? Glejte, bojazen za te objekte bi morda bile obe skakalnici, če ne bo močnega skakalnega kluba, ki bo z mladimi, z skakalci celo stvar prevzel v svoje roke. Za druge objekte se absolutno ne bojim. Moj predlog je, da bi vse 2 ledeni dvorani bili montažni. Tehnološko to seveda je možno. Ti dvorani se po končani univerzijadi spet odpeljeta, to je šotor z prenosnimi napravami za izdelovanje ledene površine in 2 dvorani absolutno rabimo. Danes vidimo, dvorana Tabor je dobro vzdrževana, bistveno bolje kot recimo bazen v Pristanu. To gre verjetno tudi za interne probleme vodenja teh dvoran in sem prepričan, da ne bo tu nikakršnih večjih težav. V tem trenutku morda bojazni so marsikje druge večje že danes, kako vzdrževati razne objekte, kot bodo takrat, ko bodo ti novi objekti zgrajeni.